Odgovor na vprašanje, kaj je kul, ni toliko simpel, kot se mogoče zdi. Niti ne zato, ker so naši okusi različni in ker je kul meni, ni nujno tudi kul vam. Časovna postavka je tista, ki je v bistvu še bolj pomembna. Recimo, včasih je bilo zelo kul tole. No, ali pa tole. No, to je po svoje kul še danes. No in če grem k avtomobilom, včasih je bil kul avto tole. Pravzaprav niti ne ta prva generacija Priusa, ki ste jo ravnokar videli, ampak druga generacija, ki je bila totalna prodajna uspešnica in je v bistvu tudi dosegla 10-kratnik prodaje prve generacije. Tole bi moral biti vzorčni primer marketinga iz kakšnega učbenika ekonomske fakultete, ker je s Priusom takrat Toyota totalno razturila. Vozili so ga mnogi igralci, lahko ste ga videli v nešteto filmih, vozili so ga tudi ostali vplivneži oziroma influencerji, da boste razumeli tudi tam mladi. Pa ne zato, ker je bil avto tako kul, ampak ker je bil okoljsko zavestna alternativa njihovim ostalim avtomobilom iz garaže. In v bistvu, če si takrat vozil Prius, si bil kul tudi ti, kot lastnik. Še bolj, kot če bi imel Bundesliga frizuro ali pa ogromen radio na rami. Ampak, da razčistimo, zakaj prejšnji Priusi niso več kul. Ker so kot avtomobili bili že takrat pravzaprav precej bedni. Vsaj prve 3 generacije. Sem peljal vse 3 že takrat, ko so bile aktualne in če sem čisto pošten, ti avti so bili zanimivi samo zaradi hibridnega pogona, ki je bil takrat prava revolucija in je v bistvu zanimiv še danes, ker Toyota to pač obvlada. Ampak kot avtomobili, vsi plastični znotraj, občutek na volanu, kot da bi držal sir, lega podobna zibajoči jadrnici, no in ko si se usedel na voznika, usedeš, se ti je zazdelo, da si se usedel nekam v enodnevno sobo. Zanimiv občutek prvih 5 minut, potem pa ugotoviš, da se je treba s to dnevno sobo tudi voziti naokoli in tako začneš pogrešati malo več bočne opore in boljši sedež. Če sem čisto pošten, tudi pri izgledu niso bili nič posebnega. Še ena generacija je bila potem pred stole tukaj ob meni in tista je bila že dosti boljša, se vidi, da pri Toyoti poslušajo, ampak zdaj pa vsem po moje čas, da se končno lotam te. Za začetek je totalno huda za pogled. Prosim. Ja, živjo. Prvom sem videl novi Prius, zdaj ti mi povedate, je mogoče na prodaj? Ja, ne, ni žal, ne. Sem ga ravno vzel, ni. Škoda, kom je všeč, dobro smija, pa provat ne greha, ne? Ja, najdober zgled, to je pa res, ja. Ok, pa drugič, no. Ja, Lep dan, živjo. ja, živijo. No, sem ravno hotel nadaljevati, da sem bil zadnjič z njim na dopustu pred hotelom in bi ga lahko prodal vsakih 5 minut. Toliko interesa. Tako kul izgleda, da bi zadaj lahko pisalo Supra, pa bi v bistvu čisto verjel. Nizka, taka elegantna, dinamična oblika s temi zašiljenimi lučmi, skoraj športna, no čeprav je ta oblika v bistvu zaradi tega, da lepše reže zrak. In prav v tej barvi bi ga imel. So si Japonci dali kar nekaj duška, mogoče je pomagal vsake, ampak je res kul barva. No in tudi noter ima kar nekaj skritih form. Seveda je takšna oblika kompromis in Prius ni več toliko prostoren, kot je bil v bistvu včasih. Zaradi športne oblike je spredaj nižji, kar pomeni, da boste višji potniki morali malo bolj paziti, že ko boste lezli van, predvsem zaradi tega stebrička, da ne boste z glavo pritegnili van. No potem tukaj le noter pa prostora sicer ne manjka, tam do višine kakšnih 185 cm boste normalno sedeli, višji bodo pa z glavo že pod stropom, pa ne bo toliko udobno. Sicer pa tukaj noter vse ostale smeri prostora ni malo, tudi zadaj se sedi lepo, vseeno pa takšna športna oblika vzame nekaj davka. Prius je v bistvu lahko družinski avtomobil, potnikom bo udobno, bo pa prtljage bolj malo, ker prtljažnik ponuja celo manj kot 300 litrov in je hudo plitek. Mislim, kaj? Vsega pač ne morete imeti, ne? Sicer pa tale notranjost je v bistvu zelo kul, no fore, o katerih sem govoril prej pa, recimo, tukaj le spodaj je skrit predal, v katerem piše hashtag skrit predal, tamle zadaj piše hashtag najprej varnost, pa tukaj hashtag brezžično polnjenje, na pokrovu za točenje goriva je vgravirana črka P kot Prius, med lučmi v bistvu piše Hybrid Reborn in tako naprej. Kul fore, vsak dan najdem kaj novega. Ok, vas v bistvu bolj zanima izdelava in materiali.
Oboje je v bistvu super, izdelava je praktično brezhibna, materiali so pa tudi več kot dovolj dobri, tako da nimam nobenih pripomb. Tale zaslon in vmesnik je v bistvu boljši, kot je bil včasih, je zelo fajn, pregledan, ampak ima toliko funkcij, da nekaj privajanja bo vseeno zahteval in po svoje kul tudi ta zaslon tukaj spredaj, čeprav ga jaz celega ne vidim, ker mi ga malo prikriva volan. Enako foro uporablja tudi BZ4X, tam sedim očitno nekoliko drugače, nekoliko višje pa vidim zaslon, tukaj ga pa ne. Naš Matej ga pa, tako da v bistvu bo treba probati. Dve stvari, ki sta v bistvu najbolj pomembni. Kako se pelje in kako je s porabo. Torej, pelje se fantastično, to pomeni, da je še vedno neverjetno umirjen in totalno udoben avto, čisto nenaporen. Ta izraz nenaporen uporabljam toliko pogosto, da me zezajo že fantje iz uredništva, ampak s tem mislim v bistvu, da boste Prius lahko vozili nepretrgoma 10 ur, pa ne boste utrujeni. Je ful udoben, lahkoten in prijeten, takšen kot je tudi vedno bil in to se mi zdi zelo pomembna informacija za vse tiste lastnike prejšnjih Priusov, ki jim je bila ta enostavnost všeč. Komaj veš, da voziš, ker je v bistvu toliko prijetno. No, po drugi strani pa je zdaj prvič tudi malo bolj prijeten za tiste, ki hočemo nekaj več dinamike, pa čeprav samo občasno, no in to je področje, kjer je poleg oblike zame Prius naredil tudi največji korak naprej. Občutek na volanu je res dober, volan je lepo obtežen, ravno prav, da ni nič naporen in da hkrati prstom pove veliko. In podvozje ob lepem blaženju nekaj veselja zmore ponuditi tudi v zavojih. Zdaj ima zadaj dvojna prečna vodila, tako da nič čudnega. Motor je zdaj 2-litrski, skupaj z elektromotorjem pa pridelata lepih 223 konjičkov oziroma 164 kW moči. Pospešek do 100 je v bistvu samo 6,8 sekunde. Prvič je zato Prius v bistvu tudi dovolj hiter, no dejansko je nadpovprečno hiter, ampak je karakterno tako umirjen, da mi še vedno ni do nobenega pritiskanja na plin in do hudega pospeševanja. Dajmo reči, da je zdaj v bistvu dovolj hiter, prej pa ni bil. Ok, z njim itak ne boste divjali. Pride kmalu še 4-kolesno gnana različica, ki je v bistvu tudi novost, no tale ima pa pogon samo spredaj. S porabo je tako, baterija ima 13,6 kWh in z njo smo celo na avtocesti prevozili 68 km, povprečna poraba je bila okrog 16 kWh, potem se je izpraznila. Ko smo se vozili po navadnih cestah, kjer so bile hitrosti nekoliko manjše in je tudi sistem lahko rekuperiral več energije, je bil doseg 100 km in to se mi zdi fantastično. In to v bistvu tudi pomeni, da boste ob pridnem polnjenju lahko večino časa vozili samo na elektriko. Sicer pa ob povsem prazni bateriji in po 200 ali pa 300 km samo bencinske vožnje oziroma vožnje v načinu klasičnega hibrida, ker sistem se takrat obnaša kot samopolnilni hibrid, se boste pa prav tako lahko vozili s porabo med 4 in 5 litrov, kar se mi zdi pa tudi super. Tale moj testni Prius ima paket opreme Premium, ki vključuje tudi tole sončno streho, ki je pa, kaj pa vem, precej neuporabna. No, po 2 urah na soncu je pridobila za 1 km dosega. In imam tudi vegansko usnje, hashtag lahko ga vozijo tudi vegani. Mene pravzaprav pri Priusu mota samo 2 stvari. Prva je precej majhen prtljažnik, je pa res, da tole ni ultraprostoren družinski avtomobil in je konec koncev čisto vseeno. No, druga stvar, ki me moti, so pa tile opozorilniki, ki med vožnjo non-stop piskajo, zato si moram v bistvu vsakič vzeti kakšnih 30 sekund, da 2 od njih izklopam, potem sem pa zadovoljen. Vas mogoče to ne bo motilo, no, vam pa lahko povem še ceno in sicer 54 550 €. Aj, ne že spet, no. Prosim. Ja, živo, Anže, Edo tle. Živo, Edo. Zdaj mi povej, kaj imaš tole nekaj rumenega ne dvoriš? Toyota Prius. To je svoja prdas tole, to voda orgija. Mislim, se ti nimaš izpita, se ne moš voziti avta. Ja, pa za našo, to veš. Ja. Ne prodam, lahko te pa peljem pa en krok, no, prid, mem. Ja, no, tle, samo glasva. No, prav, no, velja. Ajde, drže. Ja, adijo, živo, no, živo.